Veliko ljudi ima težave s tem in tudi če trpimo za temi težavami, ni z nami nič narobe. Jaz osebno duševno zdravje vidim kot neko stanje duha. V tej epizodi bom predstavil 12 stvari, ki meni najbolj pomagajo pri duševnem zdravju. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. V tej epizodi bomo govorili o tematiki, ki je meni osebno zelo pri srcu, in to je tematika duševnega zdravja. Danes, ta četrtek, 10.10., obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja, zato sem rekel, da izkoristim to priložnost in posnamem en solo podcast na to tematiko. V tej epizodi bom predstavil 12 stvari, ki meni najbolj pomagajo pri duševnem zdravju. Se pravi, šel bom raziskati neke vzorce oziroma razloge, ki pri meni osebno mi povzročajo neke težave z duševnim zdravjem in kaj sem skozi leta odkril, da mi pri tem pomaga. Tako da v bistvu ta epizoda bo malo bolj moja taka osebna izpoved, ampak verjamem, da se bo marsikdo izmed vas videl v kakšnih teh točkah, tako da bom probal predstaviti več različnih teh razlogov, ki vidim, da vsaj pri meni osebno povzročajo neke težave in kaj lahko naredimo glede tega. Tako da mogoče za začetek se ustavimo pri tem vprašanju, kaj je to duševno zdravje. Duševno zdravje je tak širok pojem in označuje različne stvari. Po eni strani to označuje stanje našega duha, kot že ime samo pove, se pravi duševno, duša, duševno zdravje. Po drugi strani se pa s tem pojmom opisuje tudi neke težave oziroma bolezni povezane z duševnim zdravjem. Tako da tukaj si jaz rad predstavljam, kot boste videli tukaj tudi na sliki, ki jo bom dal, v bistvu duševno zdravje je nek spekter, oziroma vsaj tako ga definirajo strokovnjaki. Se pravi, na eni strani imamo duševno zdravje, kjer se dobro počutimo, kjer imamo dober odnos do sebe in sveta, kjer smo produktivni, kjer dobro prenašamo stres in se uspešno soočamo z izzivi življenja. Potem tukaj na sredi so neke težave duševnega zdravja, je to slabo prenašanje stresa, slabo soočanje z težavami in izzivi, slaba samopodoba, težave s spanjem. Tukaj bi jaz potem tudi vključil neke blage oblike tesnobe, melanholije, depresije, in potem na drugi strani tega spektruma imamo potem duševne bolezni. To so vse te psihiatrično definirane duševne bolezni, od tesnobe, depresije, tveganje pitja alkohola in druge psihološke in psihiatrične bolezni. Tako da v bistvu to je po definiciji spektrum duševnega zdravja. Jaz osebno duševno zdravje vidim kot neko stanje duha, se pravi, kako se počutimo v sebi, v glavi in pa splošno v duhu. Se pravi, dobro duševno zdravje je, kadar imamo veliko energije, kadar se dobro počutimo, kadar smo zadovoljni sami sabo, življenje, kadar imamo visoko samopodobo, kadar se dobro spoprijemamo z izzivi, stresom, težavami in tako naprej. Medtem ko potem neke težave z duševnim zdravjem je odsotnost le-teh karakteristik, se pravi, kadar se spopadamo s stresom, kadar imamo neke blage ali pa malo močnejše oblike tesnobe, depresije, paničnih napadov in tako naprej. Tako da na našem podcastu dosti govorimo tudi o duševnega zdravja. Imeli smo kar nekaj epizod že o teh tematikah. Na začetku podcasta, se pravi lani poleti, smo gostili doktorja Uroša Perka, kjer smo govorili o duševnih motnjah v športu. Potem letos junija smo imeli podcast v živo z Vido Igličar, ki je ambasadorka duševnega zdravja in šla tudi ona skozi izgorelost, tesnobo in sedaj je napisala knjigo Vse je v redu in govori veliko od duševnega zdravja in tako naprej. In tudi potem med samimi epizodami smo tudi govorili od duševnega zdravja, recimo z Aljažem Božinelom. Lani poleti sva veliko govorila tudi od tega, kako se on spoprijemal z depresijo in kaj mu je tukaj pomagalo. Tako da v tej epizodi bom pa jaz predstavil 12 dejavnikov in faktorjev, ki sem jih skozi čas videl, da pri meni vplivajo na duševno zdravje in kako si lahko sam sebi pomagam v tistih časih. Začel bi, prva točka, saj pri meni sem videl, da je zelo pogost dejavnik za neke težave z duševnim zdravjem, je utrujenost. Jaz prvič, ko sem se res srečal
soočil z nekimi malo močnejšimi oblikami težav z duševnim zdravjem, je bilo, ko sem prvič doživel izgorelost, to je bilo 2017-2018, ko sem še igral odbojko, ko sem bil še polprofesionalno v športu in v bistvu takrat tista izčrpanost, izgorelost, fizična utrujenost, mentalna, duševna utrujenost je potem povzročila tudi razne težave z duševnim zdravjem, od tesnobe, melanholije, tudi depresije, težav s spanjem, nizko samopodobo, paničnimi napadi in tako naprej. Ena izmed največjih problematik, ki se mi zdi meni pri neki izčrpanosti, izgorelosti, je, da gre z roko v roki z duševnimi težavami oziroma težavami z duševnim zdravjem. Se pravi, kadar smo mi fizično, mentalno in duševno zelo utrujeni, potem se to pozna potem tudi na duševnem zdravju in potem te težave z duševnim zdravjem še dodatno vplivajo na utrujenost. Se pravi, mi smo potem še bolj utrujeni, kar potem povzroči še več težav z duševnim zdravjem in potem pride v neko tako negativno spiralo, iz katere se je res težko izvleči. Tako da zdaj še vedno nimam več teh težav z izgorelostjo, izčrpanostjo, ampak kadar pride res do neke močne fizične ali pa mentalne utrujenosti, nastopijo tudi neke blage težave z duševnim zdravjem, ali je to neka tesnoba, ali je to melanholija, tudi blaga depresija, tudi mogoče vsake toliko kakšen panični napad. Tako da na tej točki se mi zdi najbolj pomembno, da se, saj meni takrat pomaga, da se malo več počivam, se pravi, da skrbim za svoje fizično telo, za svoj da dosti počivam, da se regeneriram in potem, ko se moje telo obnovi, tudi te težave z duševnim zdravjem izginejo. To je bila prva točka, tukaj sem želel začeti. Potem naslednja točka je prehrana. Vemo, da prehrana ima zelo velik vpliv na naše življenje, na naše počutje, od energije, koncentracije, moči, vzdržljivosti in tudi drugih aspektov življenja in dobrega počutja. Ampak dostikrat se ne zavedamo, da ima prehrana tudi velik vpliv na duševno zdravje. Vedno več študij izhaja z tega področja in ugotavlja, da ima prehrana neposredni vpliv tudi na težave z duševnim zdravjem. Tukaj je bilo veliko študij narejenih predvsem v ZDA, se pravi v Ameriki, kjer imajo prehrano še toliko slabše oziroma še toliko bolj problematično kot tukaj pri nas v Evropi. V bistvu tam so ugotovili neko povezavo med standardno ameriško prehrano, ki vključuje veliko hitre hrane, veliko vnetne hrane in malo naravne hrane, sadje, zelenjave in hrane, ki ima veliko vitaminov in mineralov. In v bistvu so ugotovili, da ta hrana direktno vpliva na duševno zdravje in tudi, ko potem ti ljudje, ki trpijo za nekimi težavami z duševnim zdravjem, ko izboljšajo svojo prehrano, ko grejo, se pravi, dol z te standardne ameriške prehrane in začnejo jesti bolj zdravo, se tudi potem ti simptomi zmanjšajo ali pa povsem izginejo. Tako da prehrana je ključna tudi pri duševnem zdravju. Pri meni osebno sem videl, da so 4 največji faktorji iz prehrane, ki mi potem neposredno vplivajo na duševno zdravje. Prva je to, da kadar jem premalo in to kronično jem premalo, se mi to potem pozna tudi na duševnem zdravju. Dostikrat je to povezano s stresom oziroma s pomanjkanjem časa, ker v bistvu, kadar sem jaz izpostavljen stresu, moj apetit se zmanjša oziroma se ukine, se pravi, ga ni več, kot da bi se mi zaprlo tle od nadželodca, ali ne morem jesti, ali pa vse, kar pojem, se mi slabo prebavi in iz te hrane dobim manj energije in to potem naprej vpliva na manj energije, več utrujenosti, kar potem vodi do nekih blagih težav z duševnim zdravjem. Tako da to je pri meni prva točka. Potem druga točka skozi čas, ker sem gotovo, je, da v bistvu vnetna hrana mi zelo poslabša moje duševno zdravje. Se pravi, kot smo že prej omenili, v Ameriki so dokazali to povezavo med vnetno hrano in pa težavami z duševnim zdravjem. Recimo največji problem, saj pri meni vidim, so rastlinska olja, se pravi, kadar jem zunaj oziroma kadar jem več hrane, ki ima v sebi več omega-6 maščobnih kislin, se mi to odraža potem skozi vnetje v telesu, se pravi, ta hrana, rastlinska olja, omega-6 in tako naprej so vnetna v telesu in ta hrana potem ustvarja vnetja. Vnetja so pa velik stres za naše telo in telo mora potem vložiti veliko energije, da potem to vnetje pogasi in v bistvu to se lahko potem odraža skozi težave z duševnim zdravjem. Potem tretja točka pri prehrani
so intolerance. To je malo bolj specifična tematika. Dosti ljudi nima razno raznih intoleranc na prehrano. V bistvu jaz imam kar občutljivo prebavo in nekatera živila oziroma nekatera hrana mi ne ustreza osebno in vidim, kadar jem neko hrano oziroma živila, ki mi ne ustrezajo, potem se mi bo to odražalo tudi na slabšem počutju, pa mogoče tudi z težavami z duševnim zdravjem. Recimo, kadar pojem nekaj, kar ne bi smel, oziroma pojem več kot ponavadi, se mi to lahko potem čez par dni odrazi v povečanem stresu, neki blagi tesnobi, melanholiji, pa tudi blagi depresiji. In potem vidim, da kadar ta hrana gre skozi moje telo ven, se pravi, da telo izloči, potem se mi tako spremeni. In v bistvu to mislim, da je predvsem vezano na naslednjo točko, kar bom tukaj omenil, to je prebava. V bistvu vemo, da naše črevesje in prebava so direktno povezani z našimi možganami preko vagusnega živca in v bistvu to je dvosmerna povezava, preko katere potem potekajo informacije v obe smeri, se pravi, tako kot naš oziroma naši možgani vplivajo na prebavo in razne organe, tudi potem naša prebava, črevesje vplivajo tudi na možgane. In v bistvu tukaj vidim, da kadar jem nekaj, kar mi ne ustreza oziroma ne ustreza moji prebavi in imam potem neke prebavne težave, velikokrat je to zaprtost oziroma slaba prebava hrane, potem se mi tudi to odraža na mojem duševnem zdravju, zmanjša se mi koncentracija, dobim brain fog, če sem pojedel preveč neke slabe hrane, potem tudi dobim neko blago tesnobo, mogoče tudi kakšne panične napade, blago depresijo, melanholijo. In tako da tu so 4 izmed teh točk v prehrani. Potem naslednja točka, se pravi tretja točka, ki vidim, da ima velik vpliv na moje duševno zdravje, je stres. V bistvu vemo, da stres je eden izmed največjih problemov današnjega sveta in povzroča razne težave, od kroničnih bolezni pa tudi do duševnega zdravja. Problem vsaj pri meni je nek kroničen stres, se pravi stres, ki vztraja dolgo časa. V bistvu ta stres čutim, potem mi povzroča neko blago tesnobo in če ta potem stres vztraja, se ta tesnoba stopnjuje in prije do tega, da v bistvu zaradi tega, ker je telo proizvajalo toliko stresnih hormonov, da se je soočalo s tem stresom, pride do neke blage utrujenosti, kar potem povzroči melanholijo in mogoče, če ta stres vztraja predolgo, tudi neko depresijo. Tako da stres sam po sebi ni krivec, ampak če vztraja predolgo oziroma če se mi z njim ne znamo spoprijeti, lahko povzroči potem tudi težave z duševnim zdravjem. Tukaj recimo na tej točki, kar mi meni najbolj pomaga pri soočanju s stresom, prvič je dihanje, potem so razne sprostitvene tehnike, od čuječnosti, meditacije, sproščanja, vizualizacije in tako naprej. In potem so tudi razna dopolnila, recimo tukaj bi omenil eno izmed največjih, ki tudi pri meni in pri drugih ljudeh vidim, da ful pomaga, to je ashwagandha. Ashwagandha in drugi adaptogeni so v bistvu zelišča, ki telesu pomagajo se soočiti z nekim stresom in v bistvu, kadar vidim, da sem izpostavljen malo večjim stresom oziroma stresnim impulzom, ali je to fizični, mentalni, čustveni, potem moram malo več delati na tej preventivi, da me stres ne pahne v tisti kronični in da začne iti v to negativno spiralo. Potem naslednja, 4. točka je spanje. Tako kot pri prehrani, vemo, da tudi spanje je eno izmed najbolj pomembnih stvari za našo zdravje, dobro počutje in tudi za duševno zdravje. Tudi tukaj so naredili veliko študij, ki kažejo na korelacijo med kroničnim pomanjkanjem spanja in pa nekimi težavami z duševnim zdravjem, ali je to slabše soočanje s stresom, slaba čustvena stabilnost in druge stvari. Tako da pri spanju je res pomembno, da mi spimo dovolj, se pravi, da dobimo od 6 do 8 ur na noč. Tu dolžina spanja se zelo razlikuje od posameznika do posameznika, ampak je bolj važno kot dolžina je tudi kvaliteta, se pravi, da kadar spimo, da spimo čim bolj globoko, da dobimo veliko globokega in REM spanca, ker v tistih fazah se potem naše telo in se obnavljajo. Tako da jaz sem videl, recimo, kadar kronično spim premalo, pa če recimo kronično spim slabo, recimo letos poleti je bilo tako, da sem zelo slabo spal, zaradi tega, ker tukaj v stanovanju sem imel sobo zelo toplo in ni šans, da sem jo shladil in po noči sem res ful slabo spal, sem se zbudil,
pa bil sem neprespan, ker sem se zbudil in potem sem videl, kako ta kronično slab spanec vpliva potem tudi na moje duševno zdravje, tako da tukaj bi svetoval res, da se skoncentriramo na to spanje in tukaj še eno orodje, ki zelo dobro pomaga in pri nadomeščanju spanca, pri izboljšanju splošnega počutja, pa tudi pri duševnem zdravju so dremeži. Imam tudi podcast, sem ga naredil nekaj časa nazaj, prav o dremežih, se pravi, zakaj so dremeži pomembni in kako pravilno dremati, tako da, če te zanima več o tej tematiki, si ga lahko ogledaš na povezavi v opisu tega podcasta ali klikneš na to kartico tu zgoraj. Potem naslednja 5. točka je gibanje. Vemo, tako kot pri prehrani, spanju je tudi gibanje ključno za dobro počutje, zdravje in tudi duševno zdravje. Tukaj bi jaz razdelil več vrst gibanja. Najprej imamo tisto sprostitveno aktivnosti oziroma aktivnosti, ki jih izvajamo čez dan, in potem so še aktivnosti, fizične aktivnosti, s katerimi krepimo naše telo. Jaz bi se tukaj bolj fokusiral na en aspekt tega gibanja in v bistvu to je hoja. Prvič sem slišal o pomenu hoje za duševno zdravje na podcastu Tima Ferrisa. Tisti, ki Tima ne poznaste, Tim Ferris je podjetnik in zelo veliko dela na področju duševnega zdravja, zato ker je tudi on imel veliko težav s tem. In v bistvu on je na tem podcastu govoril o tem, da gibanje oziroma fizična aktivnost in pa predvsem hoja, da mu zelo, zelo pomaga tako pri preprečevanju težav z duševnim zdravjem, kot potem tudi, ko se znajde v nekih težkih trenutkih in situacijah. In on pravi, da potem on vsak dan prova hoditi od 2 do 3 ure. Tako da vem, da za večino nas 2 do 3 ure hoje na dan je nerealno, ker imamo pač take življenjske sloge, službe in tako naprej. Ampak recimo meni ful pomaga, da sploh kadar se znajdem v nekem slabšem počutju, da grem na vsaj en daljši sprehod na dan, ali je to zjutraj, ali pa potem to popoldne, pred večerjo, se pravi, da grem v naravo, da se grem sprehoditi vsaj ene pol ure do 1 ure, lahko je to samo sprostitvena hoja, pa recimo malo bolj tako fizično naporna hoja, se pravi, da grem malo v hrib, in to vidim, da mi neverjetno pomaga pri soočanju z duševnim zdravjem in tudi pri izboljšanju mojega počutja. Potem naslednja 6. točka, ki se tudi navezuje na ta življenjski slog, so v bistvu sezonski vzroki. Tukaj predvsem imam v mislih seasonal affective disorder, kot ga kličejo v angleščini, oziroma SAD je kratica SAD. V slovenščini imamo to sezonska motnja razpoloženja. V bistvu ta sezonska motnja razpoloženja je zelo razširjena po celem svetu, sploh v predelih sveta, kjer se nam naše podnebje oziroma vreme čez jesen in zimo zelo spremeni. Se pravi, ta sezonska motnja razpoloženja je predvsem povezana na vreme, svetlobo in pa podnebne razloge. Se pravi, dostikrat ta sezonska motnja razpoloženja nastopi ali jeseni ali potem po zimi, ko je manj sonca, smo manj izpostavljeni sončni svetlobi, so krajši dnevi in so dolge noči, in v bistvu to pri nekaterih zelo vpliva na njihovo razpoloženje in v teh časih se lahko pojavi povečan stres, tesnoba, melanholija, depresija in tako naprej. Tako recimo vidim, da tudi pri meni to podnebje oziroma vreme mi zelo vpliva. Najbolj sem videl, da mi je vplivalo, ko sem živel v Ljubljani, ko sem študiral. Tam vemo, da je čez jesen, zimo je zelo veliko megle, zelo malo sonca in so kratki dnevi in zelo mrzle zime. In v bistvu takrat sem še toliko bolj videl, kako mi to podnebje negativno vpliva name. Tako da v bistvu takrat v tem času, sploh kadar so recimo deževni dnevi ali pa je malo sonca, mi pomaga recimo, da zjutraj, tako ko vstanem, izpostavim svoje oči zelo modri oziroma svetli svetlobi. Recimo tukaj imam te luči, s katerimi snemamo podcast. Že ta recimo svetloba nam pomaga, da se zbudimo, nam da energijo in tako naprej. Tako da dostikrat po teh sezonskih motnjah je lahko razlog premalo izpostavljenosti te
modri oziroma zelo svetli svetlobi. In druga stvar, ki bi še tukaj izpostavil, je potem vitamin D. Vitamin D lahko tudi zelo pomaga pri teh motnjah sezonskih razpoloženj. Tako da te dve stvari mi v tistem času, ko vidim, da moje duševno zdravje trpi zaradi teh nekih sezonskih vzrokov, mi takrat zelo pomagajo. Potem naslednja, 7. stvar, ki vidim, da mi negativno vpliva na moje duševno zdravje, je prevelika količina informacije in prevelika izpostavljenost oziroma bivanje v umetnih okoljih. Najprej se bom dotaknil izpostavljenost informacijam. Danes smo vsi vedno bolj izpostavljeni tehnologiji in tehnologija ima vedno večjo vlogo v našem življenju. In v bistvu problem tukaj je, da imamo vedno več izpostavljenem teh raznim informacijam in impulzom. V bistvu tukaj je zanimivo, da so naredili pred časom študijo oziroma so preučili, kakšni količini informacij smo izpostavljeni v današnjem času in so v bistvu ugotovili, da v enem dnevu danes dobimo toliko informacij, kot so ljudje dobili v celem življenju v predindustrijski dobi. Tako da v bistvu količina teh impulzov, stimulusov, informacij danes je res visoka in v bistvu naše telo pa naše možgani se niso še uspeli dovolj adaptirati, da bi lahko to shendali. In v bistvu ta izpostavljenost informacijam se lahko odrazi kot neke težave z duševnim zdravjem. Na drugi strani smo pa vsi vedno bolj živimo v nekih umetnih okoljih, kjer imamo veliko teh modrih svetlob, veliko stimulusov, veliko dražljajev, slabega zraka in pomanjkanje naravnega okolja. In tudi to se potem lahko izrazi v neki obliki težav z duševnim zdravjem. Tako da na tej točki meni zelo pomaga, da se odklopim od tehnologije, da se odjavim iz socialnih omrežij, da ne stalno dobivam neke obvestila, ki mi potem ustvarjajo dodatne informacije oziroma me vlečejo nazaj na socialna omrežja, da imam čas v dnevu, ko ne uporabljam tehnologije, se pravi, da dovolim mojim možganom, da se malo spucajo, da spucajo ta dopamin, ki se je nabral skozi vse te stimuluse in da preživim več časa v naravnem okolju. Tukaj so delali študije, ki so ugotovili, da v bistvu 20-minutni sprehod v naravi zelo pomaga pri soočanju s stresom in z težavami z duševnim zdravjem in hkrati tudi, če recimo gledamo nekaj zelenega oziroma imamo nekaj zelenja v naših prostorih, tudi to pomaga pri boljšemu počutju in boljšemu duševnemu zdravju. Potem naslednja, 8. točka, ki vidim, da ima velik vpliv tako na moje počutje, kot tudi na duševno zdravje, je premišljevanje. V bistvu jaz sem tak kar malo analitični tip, se pravi, imam ful močen kar je po eni strani dobro, ker v bistvu s svojim umom potem rešujem razne težave, imam veliko idej, veliko projektov in lahko veliko delam mentalno. Po drugi strani pa, kadar moj ne usmerim v pravo smer in ga pustim, da se potem sam rešuje neke težave, potem bo to mi povzročilo več slabega kot dobrega. V bistvu pred časom sem videl klip iz podcasta Joe Rogan Experience, kjer je gostil eno strokovnjakinjo za področje duševnega zdravja, ki je napisala knjigo prav na to temo, kako razmišljanje in premišljevanje o naših težavah povzroči to, da imamo na koncu še več težav. Če bo najdel klip, ga bom dal zdaj tukaj noter, ker je zelo zanimiv in meni je bil zelo poučen. You know, I never really considered that until your book. Until I heard the title of your book and I read the synopsis of it. I never really considered it. I never considered that thinking about your problems all the time and talking about your problems all the time literally make the problems grow. That's right. I mean, it's the number one symptom of depression is what they call rumination, this pathological obsessing over your pain. Yeah. But sitting around talking and thinking about your problems, that's a bad habit. And the best cognitive behavioral therapists and others, you know, the dialectical behavioral therapists, the ones who do really well with depression, the first thing they do is try to break that bad pattern. But a lot of therapists just indulge it. Tako da v bistvu, kadar se jaz sam znajdem v nekem obdobju, kjer preveč pomišljujem ali o svojih problemih, ali o svojem življenju, ali pa drugih stvareh nasplošno in vidim, da je to premišljevanje nekoristno, potem mi zelo pomaga recimo meditacija in čuječnost, da umirim svoj in da provam te misli odmisliti. Potem naslednja stvar, ki mi pomaga, je spet gibanje, hoja,
fizična aktivnost, fitness, potem ful mi tukaj pomaga recimo tudi, da se družim, se pravi, da moj fokus ni v moji glavi, ampak recimo, da se potem družim s pravimi ljudmi, s dobrimi prijatelji, da potem dam fokus na pogovor oziroma fokus na njih, da potem s tem tudi potem pozabim na svoje težave. Tako da premišljevanje in tako imenovan overthinking je tudi zelo velik problem za duševno zdravje. Potem 9. točka, ki vidim, da ima zelo velik vpliv na moje duševno zdravje, so tudi nabrana čustva. Jaz sem po naravi tak kar občutljiv posameznik. Jaz razne stimuluse, pa čustva, pa energije iz okolja zelo močno čutim in dostikrat, ker nisem bil naučen oziroma se nisem naučil, kako shendlati vse te stvari in potem ta nabrana čustva se v meni kopičijo in to se lahko odraža potem v raznih težavah. Jaz imam predvsem problem, da kopičim svoja čustva v predelu trebuha. To mi potem povzroči, da sem tukaj v trebuhu napet, kar mi povzroči potem, da imam težave s prebavo in kot smo videli na začetku, prebava potem neposredno vpliva in na našo energijo, pa tudi na možgane. To je ena stvar, druga stvar je pa potem, da mi zakrči telo, kadar se mi potem mišice in organi, tkiva zakrčijo zaradi tega, ker naša fascija in mišice zadržujejo neka čustva in travme, potem se to zgodi, da povzroči še več napetosti v našem telesu, kar potem ustvari še dodaten stres. Hkrati pa potem ta negativna čustva lahko tudi vplivajo na naše duševno zdravje. Jaz recimo vidim, najbolj se mi pozna, recimo, kadar vidim, da nisem spucal čustva dolgo časa, je prva stvar oziroma prvi tak znak, da bi mogel to narediti, je, če recimo zjutraj, če se zbudim in prva stvar, ki se mi pojavi v mojem doživljanju sveta, so neke negativna čustva oziroma negativno doživljanje sveta in tudi neke težave z duševnim zdravjem, ali je to recimo neka tesnoba, stres, melanholija, depresija, potem vem, da verjetno ni vzrok v spanju, ampak je vzrok v tem, da sem nabral čustva. In v bistvu tukaj mi najbolj pomagajo orodja, imenovana emotional tools. To so v bistvu orodja za izražanje čustev. S temi orodjami skozi naše telo izrazimo naša čustva, da prijejo na plan iz naših mišic, tkiv, organov, jih potem izrazimo in naše telo, naš in čustveno telo lahko potem ta čustva predela in jih pusti za sabo. O čustvenih orodjih smo govorili veliko z Majo Grintal, tako da bom dal spet v opis te podcast epizode, bom dal povezavo do podcasta z Majo Grintal, kjer je ona na zelo lep in nazoren način povedala, kaj pomenijo ta čustvena orodja in kako jih vključiti v svoje življenje za več dobrega počutja in več duševnega zdravja. Sedaj gremo proti zaključku podcasta. 10. točka, ki vidim, da pri meni mi povzroča neke težave z duševnim zdravjem, je pomanjkanje veselja, pomanjkanje namena, strasti in poslanstva. V bistvu jaz sem videl v svojem življenju, da ena izmed najbolj pomembnih stvari za moje dobro počutje in duševno zdravje je, da delam stvari, ki me veselijo, za katere čutim strast, namen, poslanstvo in tako naprej. Spravi, kadar delam neke te stvari, v bistvu v njih vlagam veliko energije, ampak ker me to veseli in čutim močne pozitivne občutke in čustva, se mi potem ta energija vrača nazaj in me potem polni. In v bistvu, kadar sem v nekem takem obdobju, da res delam nekaj, kar me veseli, čutim veliko strasti, namena, poslanstva, v bistvu sploh ni nobenih težav z duševnim zdravjem in hkrati imam ful energije. Medtem ko sem v obdobju, ko je malo manj teh občutkov oziroma malo manj tega veselja, namenja, strasti, poslanstva, potem čuti, da ima manj energije in tudi priklatijo se potem zdrave neke težave z duševnim zdravjem. Tako da recimo to je ena zelo velika antidot, bi lahko rekli, se pravi zdravilo za duševno zdravje, da delamo tisto, kar nas veseli, da uživamo v tem, kar delamo, da čutimo veliko namena, poslanstva, strasti in tako naprej. Predzadnja 11. točka je v bistvu ena stvar, ki vidim, da se meni pogosto dogaja, je to, da pomanjkanje pravih stikov, premalo druženja in premalo teh socialnih povezav mi lahko to
tudi potem se odraža kot neke težave skozi duševno zdravje. Jaz sem po naravi bolj introvert, zmeram že od majhnega sem bil bolj tak lone wolf, se pravi volk samotar, in po eni strani kadar sem sam v svoji družbi, me to polni, se pravi takrat nafilam svojo energijo, sploh recimo po težkih dnevih oziroma napornih dnevih, mi zelo paša ta samota, da lahko izklopim vse ostalo in se potem nafilam, ampak če sem preveč sam oziroma če sem premalo v stiku drugih in če nimam teh pravih povezav oziroma druženja s pravimi ljudmi, pravimi prijatelji in družino, potem vidi, da se mi to odraža tudi na duševnem zdravju. Zanimivo je tudi, pred časom sem videl raziskave, ki so pokazale, da v bistvu pomanjkanje socialnih stikov, pomanjkanje pripadnosti nekim skupinam in tako naprej ima zelo velik vpliv ne samo na duševno zdravje, ampak tudi na našo dolgoživost. Se pravi, ljudje, ki živijo dolgo oziroma živijo bolj kvalitetno življenje, imajo v večini primerov zelo dobre in močne socialne stike in v bistvu to je nekako logično, ker v bistvu skozi evolucijo smo se mi razvijali zmeraj v skupnosti in v bistvu, če si ostal sam oziroma če si ostal izoliran, si imel zelo manjšo možnost po preživetju in v bistvu ta potreba po druženju, po pravih socialnih stikih in skupnosti se je potem integrirala v našo podzavest, v našo psiho in lahko tudi te neke težave z duševnim zdravjem tudi lahko izražajo to, da imamo pomanjkanje teh stikov, druženja in skupnosti in da bi mogli nekaj narediti na tem. In še zadnja, 12. točka, med faktorji in razlogi, ki vplivajo na moje duševno zdravje, je še pomanjkanje ljubezni do sebe. O tematiki ljubezni do sebe sem tudi posnel solo podcast, tako da bom spet dal v opis te podcast epizode in v tej kartici tukaj zgori. V bistvu ljubezen do sebe se odraža skozi različne stvari. Predvsem tukaj ljubezen do sebe, mislim, kakšen odnos imamo mi do samih sebe, se pravi, da se sprejmemo take, kot smo, da se imamo radi, da smo zadovoljni sami sabo in da se počutimo dobro v naši koži in to se potem odraža tudi v našem duševnem zdravju. Jaz recimo vidim pri sebi, kadar je ljubezen do sebe visoka, potem se počutim tudi dobro in ne vidim nobenih težav z duševnim zdravjem, medtem ko kadar nimam ljubezni do sebe, je v bistvu ponavadi tako, da potem padem v neke slabe vzorce oziroma neka slaba prepričanja od sebe, kar potem povzroči, da začnem delati proti sebi, se pravi, da delam preveč, da padem v neko deloholijo, da si škodujem sam sebe po narekovaji in tako naprej, kar potem vse vodi v neke težave z duševnim zdravjem. Dostikrat je tako, da recimo, kadar padem v te slabe vzorce, potem začnem preveč delati, se ne poslušam samega sebe, delam proti sebi, padem v neke destruktivne vzorce in v bistvu to mi potem povzroči utrujenost, utrujenost potem vodi do izčrpanosti in potem izčrpanost povzroči tudi težave z duševnim zdravjem. Tako da v tem obdobju potem res probam gojiti ljubezen do sebe. Kako gojiti ljubezen do sebe, pa si lahko pogledate več v tem podcastu o ljubezni do sebe. Tako, zdaj smo prišli do zaključka. Zdaj na tej točki bi še izpostavil, da v bistvu tu so moji osebni razlogi oziroma kaj sem jaz skozi čas in raziskovanje sam pri sebi ugotovil, da mi povzroča težave z duševnim zdravjem. Te stvari so zelo, zelo individualne, ampak mogoče se boste nekateri videli v kakšnih izmed teh vzrokov in točkah in lahko potem začnete malo več raziskovati glede tega, malo več analizirati in potem videti, kaj so neki vzroki in kaj potem lahko naredite za sebe. Tukaj bi še izpostavil, da pri meni je ponavadi tako, da ni samo en vzrok, ampak je kombinacija več različnih. Pravi, dostikrat mogoče pride tako stresno obdobje, potem pozabim na ljubezen do sebe, kar se mi potem odraža v tem, da začnem delati proti sebi in da padem v take slabe negativne vzorce, kar se potem odraža na več stresu v telesu, kar mi potem zakrči prebavo, zaradi tega potem slabše jem, imam slabšo energijo in potem to
skupek vsega tega se potem odraža v slabem duševnem zdravju. Tako da jaz bi te povabil k temu, da začneš malo raziskovati, se pravi, da začneš malo analizirati stvari in tako naprej. In hkrati bi tukaj izpostavil, da težave z duševnim zdravjem niso noben bav. Vedno več ljudi oziroma veliko ljudi ima težave s tem in tudi če trpimo za temi težavami, ni z nami nič narobe. Vse so v bistvu, dostikrat so težave z duševnim zdravjem lahko samo simptom, se pravi simptom, da nekaj v našem telesu, našem lifestylu oziroma na našem duševnem oziroma mentalnem področju ne štima in ko gremo raziskati te vzroke in jih potem odpravimo, se potem tudi naše duševno zdravje izboljša. Za konec bi pa še rekel, da če mogoče kdo izmed vas trpi za težavami z duševnim zdravjem, dajte prositi za pomoč. Prositi za pomoč je tudi moč in ne šibkost. Se pravi, kadar prosimo za pomoč oziroma poiščemo neko pomoč, je tudi potem odražamo, da smo mi močni, ker si upamo to priznati in si upamo poiskati pomoč. Lahko je to preko kakšnega terapevta, dostikrat pa recimo pomaga že to, da se recimo usedemo s kom dol, kar nam veliko pomeni in se malo pogovorimo od tega, da gremo malo ven svoje glave, da predelamo stvari in se potem boljše počutimo. Tako da jaz na tej točki bom zdaj zaključil ta podcast. Upam, da ti je bil všeč, zanimiven. Če te zanima več od tematik v tem podcastu, kot sem že skozi podcast omenil, bojo vse povezave do ostalih podcastov in epizod v opisu spodaj. Tako da imejte se radi, poskrbite za svoje duševno zdravje in to. Se vidimo v naslednjih epizodah. Čau, čau.